Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Časa smo mi vadili tole koreografijo, ha? Koliko časa? Neverjetno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tale ples sva vadili 2 meseca, da vam pokažemo. Niti ne. Martina je tole, izvoli se usesti. Evo, jaz sem še obula prej, ampak bova še pa tudi malce plesali. Evo, Martina, tale ples je bil ples, je bilo gibanje, kako se to imenuje v bistvu? Tegale zdajle, ki sem imela, je v zemljevidu 5 ritmov, se ples rok in srečanja imenuje lirični ritem. Ok, lirični ritem. Ta lirični ritem je povezava v bistvu rok, kaj nam sporočajo. Če pogledaš levo roko, se giba drugače kot desna. Ja. In ta občutenje je občutenje v bistvu srca, diha, povezuje nas s čustvi, s strahom, ko smo zategnjeni. Nas ta del stisne, ko smo frustrirani, ko smo jezni. Nas po zemljevidu ritmov v bistvu iščemo pot iz te frustracije ven. In v 3. ritmu to se stresamo, sprostimo, potem pridemo do tega ritma, kjer so bile midve. Se pravi, je nek proces, ampak proces, ki nima ritma in nima koreografije. Ma ritem. Ma ritem? Koreografija pa nima. Stopnjuje se postopoma, začne se v občutenju sebe, ko ne veš, kje si, ampak se v bistvu ugotavljaš, kje sem zdajle, ta trenutek, kako se počutim. In premikaš vse dele telesa, povezuješ od glave do stopal, predihuješ, povezuješ, iščeš znotraj sebe, iščeš zunaj sebe. In to je prvi ritem, flowing. In staccato je potem to, plešem. In povezuješ v bistvu s drugim ritmom, kjer se tudi takt, ko gremo čez val 5 ritmov, v bistvu se stopnjuje, vrhunec doživi v kaosu, kjer v bistvu je ritem hitrejši. Za tiste, ki ne poznajo ritmov, bi lahko si predstavljali neke afriške plese, neke divje, neka katarza, nek release, ko spustimo vse, kar smo do zdaj vedeli, ne vedeli, kot en kontejner, kjer v bistvu združujemo, kar vemo, kar ne vemo, izražamo, iščemo, predihamo, sprostimo. In potem na koncu Ampak to zdaj vse skupaj se sliši precej zakomplicirano in ta proces in proces in tretji proces. A gre v osnovi za to, da se sploh gibamo nenavadno z drugačnimi gibi, kakor tistimi vzameš telefon, narediš korak naprej, da greš do avta in podobno. Gre za spontano gibanje dejansko. Ja, gre za spontano gibanje. Ker jaz poznam ogromno ljudi, ki rečejo, jaz ne znam plesati, jaz sem lesen. Jaz ne plešem. In verjetno tukaj mislijo na to, da ne poznajo koreografije salse, mambe, ča-ča-ča, tanga in podobne zadeve. Ampak, če imaš telo, znaš plesati, ne? Točno to. Točno to. In mi preko plesa torej lahko čistimo našo podzavest in tudi vse tisto, kar se nam nabira, ne? Frustracije.
Lahko čistimo vse, v bistvu z rednim procesom, naprimer z redno prakso, 2-3 leta. V bistvu, če plešeš, če res v bistvu najdeš to pretočnost znotraj telesa, in mogoče to pretočnost lahko najdeš tudi zunaj. Kot to zgleda. Prideš na plesni pod, namesto da se usedeš v dvorani nekje v koti in gledaš ostale, kako plešejo. Sam premikaš stopala za začetek. Premikaš stopala in če premikaš stopala in če premakneš še malo glavo in če dodaš še malo gibanja, si že zelo blizu temu, da plešeš. In kar jaz vidim v moji vlogi je to, da v bistvu spodbujam ljudi, da plešejo. In ko enkrat to pretočnost najdeš na plesnem podu, je super, če jo preneseš še v življenje. Ker če potem to pretočnost v 2 urah, naprimer, jo iščeš in jo najdeš tudi v odnosu z ljudmi, naprimer rečem, zdaj pa greva v par in ti rečeš, ne bom plesal, ne s tabo, ne s to osebo. In to pretočnost iščeš med osebami, čisto preprosto, z samim gibom. Ampak, če greš potem domov in samo ležiš na kavču in se ne premikaš, te pretočnosti potem tudi v življenju ne najdeš. Tako da to je prva stvar. Ampak spontano gibanje je definitivno primerno. Recimo sosedi, kjer jaz živim, ne vem, kaj si mislijo o meni, ampak jaz zavest nimam, a ne? Tako da se da videti, da jaz to pretočnost iščem na kuhinjskih tleh, pa v jedilnici, pa v spalnici sploh, a ne? Pa v dnevni sobi, skratka povsod, v vsakem trenutku. Ker poznam ogromno žensk, ki si želijo plesati in ne najdejo plesnega partnerja. In potem so žalostne, ker ne najdejo plesnega partnerja, s katerim bi plesale, medtem ko lahko plešejo same s sabo. Jaz mislim, da je odnos, da najdeš svoj ples, da je to prvi predpogoj. In prav zato so meni ritmi všeč, ker v flowingu v bistvu razvijaš odnos do sebe, kako sebe najdeš skozi gibanje. In se pravi, to spontano gibanje se ne imenuje samo malo si zmešan, ampak je dejansko neka metoda. Ja. Metoda 5 ritmov. Zanimivo. Se pravi, obstaja ena gospa, ki je ustanoviteljica, ki je dejansko želela to prenesti v malo bolj vsakdanje kroge ljudi. Ja, Gabriel Roth v 60-ih, sredina 60-ih, je povabljena v Enzelen, kjer v bistvu dela z socialno ogroženimi ljudmi, kjer v bistvu s tistimi, ki so se nehali premikati, s tistimi, ki imajo duševne motnje, v bistvu tam začne in začne tudi Fritz Perls, naprimer jo povabi, psihoterapija, gestalt terapija. On jo povabi v bistvu v svoje grupe, da ljudi navdihuje, da ljudi zapeljuje v ples. In Gabriel na podlagi tega, na podlagi svojih izkušenj, v bistvu naredi zemljevid, naredi smernice, kako ljudi v bistvu zapeljati v gibanje, v ples, v premike. In ona pravi, da premakneš, če sam sebe premakneš, se bo psiha tudi pozdravila. Tako da bila je filozofinja. 5 ritmov je dejansko filozofija, perspektiva, način gibanja, ampak je vse več. Sam ples, 5 ritmov je veliko več, kot sam ples. Se zgodijo premiki tudi znotraj. Ja, definitivno se izraža na več ravneh. Prva je telesna, druga je čustvena, tretja je mentalna. Se pravi, vedno imaš na voljo, da igraš vloge, da spreminjaš vloge. Danes bom pa ful visoka. Danes bom pa ful zapeljiva. Danes bom pa sam jaz. V nevtralnem prostoru odkrivala, kaj se dogaja okoli mene. In dostikrat, ko igramo nekaj, ko želimo vstopati v neke vloge, ki niso naše, te vloge nam pobirajo ogromno energije. Maske.
in je fajn te stvari v bistvu zagrabiti za roge, se z njimi spopasti, mogoče na humoren način tudi pogledati jih in jih izplesati. Tako da pet ritmi so zelo povezani z eksperimentalnim gledališčem. Gabriel, ustanoviteljica, je tudi v bistvu delovala na področju gledališča, eksperimentalnega gledališča v New Yorku. Posnela je preko 20 albumov, tako da plešemo tudi na njeno glasbo, ne samo na njeno glasbo. Ampak ljudje si lahko doma recimo katerokoli glasbo naštimajo, pa se dejansko začnejo gibati. Absolutno. Ker ne vem, kako se tebi zdi, Martina, ampak meni se zdi, da se ljudje zelo malo gibajo, ne samo v smislu sprehodov, pa tem, da grejo peš v trgovino, ampak tudi v tem smislu, da ne plešejo. Poznam ogromno ljudi, ki hodijo, recimo mladih ljudi, ki hodijo v diskoteko in pa ne grejo plesati tja, ampak se grejo pogovarjati. In pogovarjajo se v hrupnem okolju in pol se derajo drug drugim in pravzaprav ne plešejo, ker vem, kaj je meni govorila moja mama ali pa starejše prijateljice moje, ki so, zdaj 40, 50, 60 let in tako naprej. Oni, ki so šli v diskoteko, oni so šli plesati. Zdaj pa ni več tako, In tudi ti ritmi, kakšno mnenje imaš, ti ritmi danes, to natovčevanje in tako naprej, to je v bistvu kar neko zabijanje je, ni te fluidnosti. Jaz mislim, da v bistvu lahko najdeš svoj ples tudi v zelo divjem okolju. Kar nas zaustavlja, je pa tisto, kar mene zanima. V bistvu, kaj naprimer najstnike zaustavlja? Kaj je tisto? Kaj je tisto, kar te zaustavlja, da ne moreš iti plesati? Kaj so tiste zadeve? In to je tisto, kar je interesantno, te je strah. Vsi imamo probleme s svojim telesom in preseči to. Je super, če lahko sprostiš glavo, če lahko sprostiš samo fizičen del. In ko fizičen del spremeniš, ko si rečeš, mogoče pa ne rabim 2 pivi alkohola, lahko sem pa sproščen, lahko plešem na to glasbo in sem všeč sam sebi, tudi na drugačen način. To je tisto, k čemu res težim. To je tisto, kar jaz iščem, kar jaz inspiriram, kar je mene dejansko inspiriralo pri tej metodi. Je bilo to, da sem po koncu študija enostavno iskala prostor, kjer bi lahko plesala. Se znorela? Nisi mi dalo več hoditi ven, alkohol me je motil. Rabila sem v bistvu 2 uri in pol nekje se znoreti. Ampak ne samo znoreti, tudi v bistvu odložiti vse, kar imam in se sčistiti in najti tisto točko praznine. Tisto točko, ki jo mogoče nekdo lahko najde, ko gre na jogo. Ampak jaz, ki grem na jogo, me misli še vedno laufajo po moji glavi. In jaz se rabim znoreti, jaz se rabim izraziti in potem, ko vse, kar je zakrčeno, ko vse, kar ni na svojem mestu, ko postavim tja, lahko v zadnjem ritu, v stillnessu, lahko najdem to tišino. Ne bom rekla, da vedno, ampak skoraj vedno z disciplino tega, da grem čez ta proces, da grem, kaj je v meni, kako lahko to izrazim, kako lahko to sprostim, kako lahko poletim, kako lahko svojo domišljijo povabim, da pleše z mano, kako lahko postanem ples in ples postane del mene, kako lahko te prostore odkrijem. Ja, in te prostore sem se naučila odkrivati. Wow, to je izjemno. To je res izjemno. Všeč mi je, res mi je to všeč. Se mi zdi, da v današnjem svetu to rabimo, skozi uporabljamo levo možgansko polovico, logika, objektivno in Desna možganska polovica je pa tista, ki je ustvarjalna, ko si rekla, da moraš imeti veliko domišljije pri tem. In to je pravzaprav glih za povezovanje leve in desne možganske polovice. Res je. V bistvu, ko spodbujamo, da se leva in desna polovica nekako enakomerno gibata, v tretjem ritmu v bistvu
dejansko levo in desno poskušamo uravnovesiti in to z gibanjem levo, desno, čisto preprosto, z levo in desne. In to v bistvu stopnjujemo hitreje, kot bi lahko razmišljali. Se pravi, da ritem, da to olajšanje nekako poskušamo doživeti s tem, da so naša stopala hitrejša od naših misli. Da samo steče čez, Ja. kada smo obsedeni. Ne vem, če smo lih obsedeni, ampak da sprostimo. Sprostimo. Da v bistvu nas misli več ne omejujejo, ampak kakor da bi skočili naprimer iz pomola v vodo. Da doživimo neko olajšanje oziroma release, bi lahko rekli. A pa je to samo za mlade ljudi ali tudi recimo starejši lahko? Sicer najprej rolete dol, da smo si na jasnem, ne? Pol pa. Ja, najstarejša plesa, mislim tako, moja udeleženka je 70 let, je najstarejša, najmlajši so nad 15. Ni omejitve. Ne, ni omejitve. Kaj pa ljudje, ki imajo mogoče kakšne izzive v življenju, ne vem, demenca pa take zadeve? Zelo dobrodošli. Vsak v bistvu se premika po svojih zmožnostih. Spodbujamo, v bistvu mi tukaj zdaj ne dobivamo zlate medalje za naš ples, ampak poskušamo v bistvu vsak po svojih zmožnostih gibati. In če te naprimer spodbujam tudi to, da če te karkoli boli, če imaš kakršnokoli poškodbo, da v bistvu si prvo pozoren na to, kako v bistvu se tvoje telo danes počuti in kje so tvoje zmožnosti. Da občutiš, če te kaj boli tudi, a ne? Absolutno. Ker dostikrat se mi zdi, da to ignoriramo sploh, kako se danes počutim. Ne, dajmo, gremo prek sebe. Ja, seveda, da se vzameš tableto, da še manj čutiš. Ja, tako da tukaj ni tega. Tukaj v bistvu greš najprej noter v sebe in nikakor ne ignoriraš v bistvu tega, kaj se s tabo dogaja, ampak probaš od tukaj štartati. Tako da je super, če se počutiš dolgočasnega, prvo probaš zaplesati v dolg čas. V dolg čas. Ja, jaz predlagam, da ne v dolg čas, ampak v zabavo. Še kar malce se gibava, kaj ne da? In tudi spodbudiva naše gledalce, da se gibate z nama, se pravi, kjerkoli že ste, riti s kavča, a ne? Pa se začnemo gibati tako in drugače. Dajte zdaj pa ohranjate to seksualno vitalnost. Če neki ženski ne paše, ženskam ne paše seksati ne zato, ker nekaj nima ovlaženo, ampak zato, ker je muka.